Sveti oče Frančišek je danes dopoldne sprejel delegacijo Nemške evangeljske luteranske cerkve. V nagovoru se je posebej zahvalil škofu Ulrichu za besede, ki jasno pričujejo o njegovi ekumenski zavzetosti in prizadevanju. V nadaljevanju govora se je nato dotaknil nekaterih razsežnosti ekumenskega pogovora med katoličani in luterani v preteklih desetletjih. Napredek, ki je bil v tem dosežen, predstavlja trdne temelje iskrenega prijateljstva v veri in duhovnosti. Ne glede na teološka razhajanja v določenih verskih vprašanjih, se življenje cerkva in cerkvenih skupnosti odvija v duhu ekumenskega sodelovanja. Papež je nato poudaril, da je bila dosedanja skupna pot tlakovana s pomembnimi dokumenti o ekumenskem delu. Janez Pavel II. Je v okrožnici, da bi bili vsi eno, izpostavil dejstvo, da je ekumenska odgovornost katoliške cerkve njena bistvena naloga. Med skupnimi besedili pa je pomenljiva tako imenovana skupna izjava glede nauka o opravičenju, ki sta jo pred 15 leti v Augsburgu podpisala Svetovna luteranska zveza in Papeški svet za pospeševanje edinosti med kristjani. Skupni cilj polne in vidne edinosti kristjanov se občasno nekako oddalji zaradi različnih razlag o tem, kaj je cerkev in kaj je edinost. To so odprta vprašanja, ki pa nas morajo voditi k naslednjemu mogočemu koraku. Ne pozabimo, da skupaj gradimo pot miru, medsebojnega spoštovanja, teološkega raziskovanja, pot, zaradi katere v prihodnost zremo z upanjem, je poudaril papež.